večer, zopet smo se zbrali na srečanju z Bogom, tretja sezona, drugo srečanje v letu 2020, zdaj 2021. Zopet so nas okoliščine prisilile, da je naše srečanje nekoliko drugačno. Ne moramo se v živo videti, ne moramo se v živo srečati, je pa to en tak nadomestek, ki upam, da bo tudi nadomestil naše skupno srečanje. Vam res želim lep, duhovno bogat duhovni večer. Vas res pozdravljamo vse, ki ste se nam pridružili in se nam še boste v tem večeru. Kot ponavadi bi tudi današnji večer začeli s pesmijo. Preišči me, o Bog, spoznaj moje srce, preizkusi me, spoznaj moje misli. In glej, da po slabi poti ne hodi, in vodi me po poti večnosti. Še preden sem se rodil, si videl, kakšen bo moj obraz, roke srce. Vzal si me merico v materej, pisal knjigo, kakšen bo tak moj dan. Preišči me, o Bog, spoznaj moje srce, preizkusi me, spoznaj moje misli. In glej, da po slabi poti ne hodi, in vodi me po poti večnosti. Nosi ko stanem ti do meni teči, in vse, kar govorim, nikajane na nivo, ne na koncu moja teme, odvida tvoja roka. Preišči me, o Bog, spoznaj moje srce, preizkusi me, spoznaj moje misli. In glej, da po slabi poti ne hodi, in vodi me po poti večnosti. In vodi me po poti večnosti. Tako da ne bom predolg, bom naredil krajši uvod. To se pravi, letošnjem letu smo se zadali nalogo oziroma kot izziv, rdečo nit, ki jo bomo zasledovali celo leto, in to je, zakaj sploh hoditi v cerkev, ena taka rdeča nit, in se bomo sprehodili skozi vso mašo, glede na to, kako lahko jaz z svojo osebno zgodbo vstopam v zgodovino odrešenja. In kako Kristus, ki me odrešuje, vstopa preko maše v moje življenje, da postajam človek vere, upanja in ljubezni. Sveta maša je, lahko bi rekli, drama v treh dejanjih. In mi smo zdaj v prvem dejanju, zadnjič smo razmišljali o kesanju, vzeli smo si za evangeljski odlomek priliko izgubljenemu sinu. Danes pa gremo malo naprej, bomo razmišljali, kakšno mesto v maši ima Božja beseda in tudi pridiga. Zato sem dal naslov današnji katehezi, zakaj so pridige dolgočasne. Pa boste videli, da to bi bilo mogoče lahko kateheza za duhovnike, ki pridigamo in tako naprej, ampak boste videli, da to ni zdaj kateheza samo za duhovnike, tudi za duhovnike, ampak za vse nas, ki smo verni, ki verujemo in tudi večkrat oznanjamo Boga. Da so pridige dolgočasne, to ni nobena novost. Že v Svetem pismu v apostolskih delih beremo, kako je apostol Pavel imel dolg govor, ki se je zavlekel skoraj čez celo noč. In apostolska dela opisujejo, da je bil tam tudi en mladenič Evtih, ki je slonel na oknu, poslušal tisto pridigo, vmes zaspal, se prevrnil skozi okno z tretjega nadstropja in se ubil.
ampak Pavel ga je potem tudi obudil. To že nakazuje, da so bile kakšne pridige dolgočasne. Ne? Zato, kadar jaz pridigam, pogledam po cerkvi in ko vidim, da se ljudje dolgočasijo, rečem, hvala Bogu, še so živi. Rad začnem vse kateheze s kakšno šalo. In v pridigarjih poznam dovolj šal. Nocoj sem zbral, naprimer, nekaj škof je imel pridigo in otrok je začel jokati in mama ga prijazna, ni hotela, da moti pridigo in zbrane vernike in je vzela otroka, ki se je vedno bolj na glas jokal, ga nesla po cerkvi ven in med potjo je ustavil škof, ker je bil prijazen in rekel, gospa, ne hodite ven, mene nič ne moti. Pa reče, gospa, se vi njega motite. Tako da, tako malo za ogrevanje, veliko stvari je, nekje sem prebral, da so mogli v eni župniji baje, da je bilo to res, vsako nedeljo med pridigo zakleniti cerkev, da ljudje niso pobegnili iz cerkve. In nek duhovnik je tudi pridigal in nek župljan je prišel v sosednjo cerkev, v sosednjo župnijo in je vprašal, kako pa vaš duhovnik kaj pridiga. Pa mu je župljan odgovoril, mu je rekel, ko konča, se vsi ljudje že zbudijo. Tako, nekaj takih utrinkov o pridigah, ampak kot sem rekel, današnja tema bo moj odnos do Božje besede in iz tega bomo izhajali. Na koncu bomo tudi nekaj o pridigah rekli. Ker si bom zmeraj, če se bo le dal, vzel kakšen evangeljski oziroma kakšen odlomek iz Svetega pisma kot podlago za razmišljanje, bo tokrat nocoj za razmišljanje evangeljski odlomek, ko angel Gabriel Marijo oznani, da bo postala Božja mati, da bo rodila odrešenika. In ta angel pristopi k Mariji in reče, pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj. Božja milost nas dela vesele. Čeprav je mehčanje srca velikrat boleče. In Marijino veselje je povezano s tem, da bo prejela otroka. Milosti polna. Milost prinaša veselje. V Svetem pismu imamo skozi celotno zgodovino Izraela velikokrat prav to temo, kako Bog skozi nosečnice ali pa žene, ki niso mogle zanositi, vstopa kot Bog rodovitnosti v njihovo življenje. Naprimer se spomnimo žene, Abrahamove žene Sare, potem Ane, Elizabete, ki niso mogle roditi otroka, ampak je prišel angel oziroma Božji glas do njih, da bodo spočele in rodile sina. Tako da Marijino rojstvo, oziroma ko angel Gabriel Marijo znani, da bo spočela otroka, Jezusa, Emanuela, ni neka novost, ampak je tema, ki se vleče skozi vso zgodovino odrešenja. Malo se bom ustavil zdaj čisto na začetku ob tej besedi rodovitnost. Prva želja Boga ali pa zapoved našim očetom iz strani Boga je bilo, bodite rodovitni, napolnite zemljo. Božja beseda vedno prinaša v življenje človeka rodovitnost. Poskuša človeška tla, človekovo srce oploditi. In tudi tako je bilo z Božjo besedo, ki jo je prinesel angel Gabriel. Dati življenje, biti rodoviten. Ponavadi to pomeni prav to telesno rodovitnost, ni pa nujno, da govori Bog vedno o tej telesni, spolni rodovitnosti, ampak misli tudi duhovno rodovitnost. Tudi jaz, naprimer, ker živim v celibatu, se večkrat vprašam, ali je moje življenje rodovitno, ali prižigam življenje v drugih ljudeh, prinašam s svojimi dobrimi deli, so moja dobra dela rodovitna. Se mi zdi, da mora vsak se včasih v življenju vprašati, kakšno je moje življenje. Je rodovitno, je oplojeno, prinaša in vzbuja v drugih življenje ali ne.
Zaradi tega, ker hudič, naprimer, noče, da bi bilo naše življenje rodovitno. Hudič hoče, da živi vsak sam zase, da smo sebični, da živimo v napuhu nečimrnosti. Kjer pa je Bog, tam je rodovitnost. Zato je velik simbol, ki ga uporabljajo svetopisanski pisatelji, tudi ta en simbol nerodovitnosti je naprimer puščava. In prav preroke oznanjajo, da kamor bo vstopil Bog, bo tudi puščava zacvetela, bo postala rodovitna. In rodovitnost je milost, ki jo lahko izprosimo od Boga. Začel sem s to rodovitnostjo in rekel sem, da z rojstvom Jezusa Kristusa ni en izoliran ali pa posamezen dogodek, ampak je vrhunec te razodete Božje besede, ki prinaša v človeško življenje rodovitnost. Izraelci so pogruntali, da je njihova vera drugačna od vere okoliških narodov. Pogruntali so, da imajo drugi narodi bogove, ki se vojskujejo, imajo bogove, ki se med seboj ljubijo, a oni so imeli Boga, ki je ljubil predvsem njih, izraelski narod. Drugi narodi so imeli svete gore z zigurati, s piramidami, Izraelci pa imajo goro Sion, ki jo Gospod ljubi, tako pravi psalm. In če pogledamo Sveto pismo, vidimo, da je Sveto pismo en niz kriz, v katere pada Izrael. Najprej kriza padca prvega greha, kriza, ko Kain ubije Abela, kriza, ko doživimo babilonska kriza, v tem smislu tistega stolpa, ko Bog se ne ozre na njihovo gradnjo. Potem imamo krizo babilonske sužnosti, krizo egiptovske sužnosti, potem imamo krizo, ko Izraelci izgubijo tempelj, ko izgubijo svoje kraljestvo. En niz kriz, ki pa, kaj se zgodi z vsako krizo? Z vsako krizo se Bog še bolj približa izraelskemu narodu. Se ta intimna povezanost med Bogom in Izraelcem poveča. In višek te intimne povezanosti med človekom in Bogom pa prinaša Jezus Kristus, njegovo rojstvo. Lahko bi rekli, da je to višek Božje oplojajoče navzočnosti med nami. Ampak njegovo rojstvo ne predstavlja višek, ampak začetek tega odrešenja. Višek predstavlja velika noč. Jezusova smrt, njegov grob postane vir večnega življenja. Iz Jezusovega groba se razvije večna Božja navzočnost. Zato lahko rečemo, da je velika noč vrhunec Božje rodovitnosti, saj nas rojeva za večno življenje. Prav zaradi tega je tudi na veliko noč en poseben simbol, ki pomeni to rodovitnost. To je velikonočna sveča, ki jo postavimo v posodo krstne vode. To je simbol plodnosti. In ta plodnost prinaša v naše življenje nekaj novega. Zelo pomembno se mi zdi, da razumemo predvsem to, da ko obiskujemo sveto mašo, da se zavedamo, da se takrat ne spominjamo nekega preteklega dogodka, ampak da se zavedamo, da se srečujemo z Kristusovo navzočnostjo. Ko je Jezus nastopil svoje poslanstvo, je imel v Nazaretu en govor. Prebral je en odlomek, ki ga je zapisal Izaija o preroku. In potem, ko Jezus zvije ta zvitek, reče, danes se je ta beseda izpolnila. Danes. In ko smo mi pri maši, se ne srečujemo z ostalim Kristusom, ampak z vstajajočim Kristusom. Ko smo pri maši, ne se srečujemo z enim dogodkom, ki se je zgodil v preteklosti, ampak se udeležujemo dogodka, ki se dogaja ta trenutek. To je rekel sveti Tomaž Akvinski.
Mi nimamo opravka pri sveti maši z ostalim Kristusom, ampak z ostajajočim Kristusom. In bi nas res povabil, da smo pozorni na ta danes, na to skrivnost, ki se zgodi zdaj, ta trenutek. Zdaj pa, govoriti o Bogu je zelo težko. Kadarkoli govorimo o Bogu, je težko. Zakaj? Prav zaradi tega, ker zelo težko včasih zajamemo v besedo to Kristusovo rodovitno navzočnost med nami. In kjerkoli, ali je to pri pridigi, ali je to v gostilni, ali je to v družini, vedno, ko govorimo o Bogu, je govoriti težko. Lažje je govoriti o narcisi, kot o rojstvu narcise. Lažje je govoriti o mirovnem sporazumu, kot pa o mirovnem dejanju. Ker vse to, kar se dogaja, se v nas šele rojeva. Nimamo končne izkušnje tega. In zato je govoriti o Bogu, o teh stvareh, velikokrat za nas velik izziv. Ampak, ko govorimo o Božji besedi, bi rekel, da o Božji besedi in njegovem oznanjevanju se je treba pogovarjati. Pavel je rekel, gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal. Če ne delimo svoje vere, potem tvegamo, da zvodeni v naših ustih. Ko sem pripravljal ta nagovor, sem bral eno anekdoto nekega židovskega rabina. Njegovega dedka je učil slavni učitelj Baal Shem Tova. In starega očeta, ki je bil paraliziran, so prosili, pripoveduj nam kaj o tem slavnem učitelju. In ko je dedek, ki je bil paraliziran, začel govoriti o tem slavnem učitelju, je govoril, veste, ko je ta slavni učitelj molil, govoril o Bogu, je vedno začel plesati in peti. In ko je tako navdušeno dedek pripovedoval, kako je ta slavni učitelj med molitvijo in ko je govoril o Bogu, plesal in pel, je v tistem trenutku vstal, pozabil, da je paraliziran in začel tudi on tako plesati in tako peti. In bil je tisti trenutek ozdravljen. In tudi za nas, ko začnemo govoriti o Bogu, o evangeliju, ko ga začnemo oznanjati, je pomembno, da nas ta stvar tako navduši in prevzame, kot je tega učitelja, oziroma tega učenca od tega učitelja. O evangeliju, zdaj bi šel samo naprej. Glejte, sem rekel, danes bomo se vzeli za okvir našega razmišljanja ta dogodek, ko angel Gabriel oznani Mariji, da bo postala Božja mati. Gremo naprej. Pri teh besedah se je Marija vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel pa je rekel, naj se veseli, čeprav to ni bil njen spontan odziv. In ko ji reče, da bo spočela sina, se še bolj vznemiri. Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža? Ko govorimo o Božji besedi, je zelo pomembno, da smo pozorni na to, kaj nas Božja beseda nas vznemiri. Kje nas vznemiri in kje nas preseneti. Včasih je zelo težko, ker poznamo te zgodbe, ki so nanizane v Svetem pismu, predvsem pridike, že skoraj na pamet. In nas nič ne vznemiri in nič ne preseneti. Zato je sveti Avguštin, ko je bral Sveto pismo, vedno bral na tak način, da se je kot otrok ob vsaki besedi sprašal, zakaj ta beseda tukaj? Kot bi otrok sprašal, mama, zakaj se rodi krava? Kakšna je krava? Kaj to pomeni? Kaj to pomeni? In če beremo pridige svetega Avguština, vedno vidimo, da se sprašuje, zakaj, zakaj, zakaj. In besedilo, Božja beseda je namenjena človeku zato, da ga preseneča, da ga vznemirja. In ko na začetku beremo mirno to besedo, bi samo rekel, da je potem potrebno prositi za blagoslov. Mogoče smo v tem sodobnem svetu, ko smo želeli vso Božjo besedo znanstveno razložiti, mogoče kar
pozabili na to, da je Božja beseda milost in da jo brez Boga ne moremo razumeti. Zelo mi je všeč, da je sveti Dominik, ki je ustanovil dominikanski red, to je pridigarski red, zahteval oziroma želel, da se njegovi bratje, dominikanci, imenujejo beraški red. S tem je hotel pokazati, da tisti, ki se ukvarja z Božjo besedo, mora postati ene vrste berač. Se postaviti pred Boga in prositi: Gospod, razodeni mi, kaj mi hočeš povedati s to Božjo besedo. Prositi za milost. In ko smo pred Božjo besedo, kot berači, ko pustimo, da nas Bog napolne, se nam lahko razodene preko Božje besede. Potem, kaj se zgodi z Božjo besedo? Z Božjo besedo, ko smo jo prisluhnili, ko smo postali kot berači, se mi zdi, da je naslednji korak to, da se začnemo z Božjo besedo boriti. Velikrat bomo videli, da nas Božja beseda tudi kje vznemiri, da nam ne da miru, da se začnemo boriti kot mogoče očak Jakob, ki se je boril celo noč za angelom. In kaj na koncu boja, po celonočnem boju stori? Poklekne in ga prosi za blagoslov. In tudi za nas je pomembno, da prosimo Gospoda, da nas blagoslovi, da bi Božjo besedo razumeli. Ko je Mojzesa poklical Bog pri gorečem grmu, mu je Mojzes potem rekel: O Gospod, nikoli nisem bil spreten v besedah, ne včeraj, ne predvčerajšnjem, pa tudi zdaj ne, odkar govori s svojim služabnikom, kajti moja usta so okorna in moj jezik je okoran. Zelo rad bi izpostavil misel, da kadarkoli govorimo o Bogu, so naše besede bolj okorne kot kaj drugega. In ne smemo se bati te okornosti. Zaradi tega, ker ko govorimo o Bogu z okornimi besedami, razodevamo, da je tako, kako pravi Jezus, samo eden učitelj. In ta učitelj je Oče, Bog. Nobeden izmed nas, kar se tiče Božje besede, ni učitelj, ampak eden je učitelj. In razumeti Božjo besedo je milost. Milost pa predpostavlja tudi naše delo, našo borbo. Milost in delo sta vedno med seboj tesno povezani. Milost je zastonski dar, le če jo iščete. In kaj je potem Marija naredila, ko je premišljevala Božjo besedo? Ko je Božja beseda presenetila, vznemirila, ko se je tudi borila, ko je rekla: kako se bo to zgodilo? Ne poznam moža, ne vem, kako se bo to zgodilo. Ko je vse to sprejela, rekla: glede, ker sem Gospodova, je šla in se srečala z Elizabeto. Vse to, kar se je zgodilo v njej, po posredovanju Boga, Božje besede, je začela deliti z nekom. In Marija je prišla preprosto k Elizabeti in ji povedala, kaj se je z njej zgodilo. Govorila je o svojih občutkih. Pogovarjali sta se, predstavljam si, čisto preprosto, o vsakdanjih stvareh. Kaj se dogaja doma pri eni in pri drugi, mogoče v politiki, mogoče o hrani, mogoče o vsakdanjih problemih. A vse v to sta upletli tudi vero. Ena beseda, ki pomeni podobno kot pridiga, je homilija. In homilija prihaja iz grške besede homilien, kar pomeni pogovarjati se. Pridiga ali homilija je pogovor. In Marija začenja ta pogovor tako, da se strični predstavi svoje občutke. In ta otrok, ki ga Marija nosi v svojem srcu, Jezus, je postal otrok, človek pogovora. V Svetem pismu vidimo, da Jezus kamorkoli gre, se pogovarja. S Samarijanko, Nikodemom, sleporojenim. Z vsakim, ki ga sreča, se pogovarja. Vedno si najde čas za pogovor. In pogovarja se z vsemi.
pogovarja se s prostitutkami, s cestninarji, s farizeji, z domačimi, s prijatelji. Z vsemi se pogovarja. In sveta Katarina Sienska je dejala, da ni večjega užitka, kot se s prijatelji pogovarjati o Bogu. Ko sem te stvari razmišljal, sem se spomnil enega dogodka, ki se mi je zgodil pred enim mesecem. Bil sem na eni večeri in mi je nek mož, dober kristjan, rekel: ko pridigaš, pozabi vse, kar si se učil na teološki fakulteti, ker ni pomembno. Ampak spregovoril to, kako se je tebe dotaknil Bog. Kaj je Bog v tvojem življenju spremenil, ko si ga resnično povabil v svoje življenje? In ob tem sem se spomnil na besede Pavla VI., ki je rekel: danes ljudje ne poslušajo pridigarjev, poslušajo pa pričevalce. Poslušajo tiste, ki se jih je Bog resnično dotaknil in spremenil njihovo življenje. Zdaj bi pa povedal nekaj neposredno o tem, kaj je to pridiga ali pa v tej stvari. Hotel sem povedati najprej res, da je vsak izmed nas je pridigar. Zato sem tudi rekel, da so pridige lahko dolgočasne. Nisem mislil samo tisto v cerkvi, ampak mislil sem se predvsem tudi na to, da se vprašamo, kaj pa jaz. Se kdaj pogovarjam o Bogu, o Božji besedi? Se kdaj pogovarjam s svojimi prijatelji o tem, kaj je Bog naredil za moje življenje? Vse to so pridige. Kristusovo telo, cerkev, veliko dolguje svoj obstoj najrazličnejšim pogovorom. Sem prej rekel, da so te pogovori pomembni. V cerkvi se srečujemo na raznih sestankih, srečanjih, imamo tudi veliko neformalnih druženj, srečanj ob kavi, pa tudi v pivnicah, v družinah. In nenehno skrbimo za to, da ohranjamo realen stik. In s tem, ko ohranjamo realen stik, s tem delimo tudi verska izkustva, tako kot sta si jih delili Marija in Elizabeta. In pridiga je praktično pogovor v skupnosti, znotraj skupnosti. To je pridiga. Ko so postale verjetno tudi tako velike skupnosti, da se cela skupnost ni mogla pogovarjati med seboj, je to mesto pogovora zavzela tudi pridiga. Pridiga. Kar pomeni, da pridigar je pozoren na to, kako živi skupnost, kaj bere, kaj posluša, s čim se ukvarja. In poskuša na ta vprašanja, na probleme, na vznemirjanja ljudi tudi odgovarjati z Božjo besedo. In pogovor se ne more razviti, če nismo iskreni drug do drugega. Nek župljan je ameriški pridigar, ki episkopalne cerkve Barbary Brown omenil, takole ji je pojamral: zelo bi se želel, da pridigarji ne lažejo toliko. Ampak tukaj ne gre za to, verjetno, da bi se pritožil nad tem, da duhovniki ali pa pridigarji lažejo, ampak predvsem nad tem, da ne uporabljajo tokludnostnih in pobožnakarskih fraz, ki so daleč od življenja in dela doživljanja vernikov, ki te pridige tudi poslušajo. Rad bi poudaril še eno stvar, da samo različnost je lahko rodovitna. Ko se združi različnost, nekaj postane rodovitna. Rodoviten je odnos med moškim in žensko. Samo če je ta različnost, pride tudi do otroka. In to je pomenilo tudi za naše skupnosti, krščanske skupnosti, da znamo v svoje skupnosti sprejemati ljudi z različnimi mnenji, z različnimi politikami, z različnimi prepričanji. Danes postaja naša družba vedno bolj išče varnost, ker je v družbi veliko negotovosti. In je nevarnost, da se tudi naše krščanske skupnosti začnejo zapirati in zgubljati to različnost.
Zelo me je nagovorila misel papeža Frančiška v encikliki Kristus živi, oziroma v tem apostolskem pismu Kristus živi, ko pravi, ko spodbuja krščanske skupnosti, predvsem mlade, da se ne zapirajo v elitistične skupnosti, v svoje skupnosti, kjer ni prostora za drugače misleče. On pravi, da so take elitistične skupnosti obvarovane vsakega madeža. Pravi pa tudi, da je takšna skupnost plava v osami brez življenja in brez rodovitnosti. Papež Frančišek pravi, da se je treba prizadevati za cerkev odprtih vrat, da je treba ustvarjati vključujoče okolje, kjer bo prostora za vse vrste mladih in tudi drugih ljudi. Tako da bi nas zelo povabil, da ko se pogovarjamo tudi o Bogu, vključujemo različna mnenja, da se ne zapiramo v ozke skupine, kjer bi imeli občutek, da smo kul, ampak papež Frančišek pravi, da take skupnosti mnogokrat niso rodovitne. Končujem. Veliko sem govoril o tem, kako govoriti o Bogu, kaj to pomeni. Sveti Frančišku Asiškemu, nekako svetemu Frančišku pripisujejo besede, da je rekel, pogosto pridigajte in če je treba, uporabljajte tudi besede. Torej, pridigamo ne samo z besedo, ampak tudi z zgledom, življenjem. Na koncu bi pa rekel, da živimo v takem času, ko imajo mnogokrat ljudje predsodek pred cerkvenim naukom, pred verskim naukom in jih z besedo ne moremo doseči. Tukaj na koncu bi pa rekel, da moramo kristjani verjetno še bolj biti pozorni na lepoto. Lepoto glasbe, lepoto liturgije, ker ima mogoče večjo izrazitost. Bil sem priča poroke eno leto nazaj, prejšnje poletje, in bilo je veliko mladih, veste, da so kar skoraj vse poroke lepo pripravljene, ali pa vsaj nekatere poroke res lepo pripravljene. Lepo petje, lepa liturgija, svatje so lepi v vodi, kvalitetne pridige. In ko je bilo konec ene res lepe poroke, je stopila neka punca, študentka k nevesti, sošolka je bila s faksa, k nevesti in je rekla, zdaj pa razumem, zakaj hodiš v cerkev. Nagovorila je lepota liturgije, lepota glasbe, vse to, kar je doživela tukaj pri tem obredu. In ob tem se spomnim na besede, mislim, da jih je rekel Dostojevski, lepota bo rešila svet. Lepota bo odrešila svet. In neka žena je napisala, radi vzamemo to, kar je lepo. Zaljubljamo se v moške in ženske, ki so izjemno lepi. Tisti, ki so lepi, imajo posebno privlačno moč. Upamo, da so tudi dobri in pošteni, čeprav je njihova lepota tista, ki vzbudi našo pozornost. Jezus je lepota Boga v osebi. Zaljubiti se v njegovo lepoto pomeni sprejeti njegovo resnico in posnemati njegovo dobroto. Prejšnji mesec, zaključim vedno z enim zgledom, čisto na kratko, prejšnji mesec je blaženi postal 15-letni fant Carlo Acutis, ki je res sodobnik, in mene so prevzele predvsem pred njim, njemu je bila Evharistija zelo pomembna. On je rekel, da je Evharistija avtocesta njegovega življenja, avtocesta do nebes. Potem, ko je prvič šel k svetemu Mihailu, pri 7 letih, je vsak dan začel zahajati v cerkev, bil čisto vsak dan pri Evharistiji. Njegovo življenje nam res razodeva veliko ljubezen do Evharistije. Kar je pa mene nagovoril, je pa predvsem ta njegov preprost in pa domač odnos, ki ga je imel z Jezusom. Ko je šel k Mihailu, je preprosto rekel, Jezus, kar razkomoti se, počuti se kot doma. In želel bi, da bi tudi mi na tak način tudi mi postali domači z Jezusom. Tudi zdajle
bomo izpostavili najsvetejši zakrament, najsvetejše Jezusa. In bi vas povabil res, da vsak izmed nas reče čisto preprosto: Jezus, kar razkomoti se, počuti se kot doma. In ko bomo doživljali tako domačnost z Jezusom, se mi zdi, da bomo res lahko tudi mi postajali ljudje vere, upanja in ljubezni. Bo tudi Božja beseda, ki jo bomo poslušali, v nas začela delovati. Včasih me je strah, da te ni, da več ne poznaš, me to boli. A nikdaj odpustil mi boš, človek so brez moči. Noče več ostati na tleh, ker danes prevzima me nasmeh. Vem, da ta trenutek me viš, da me tako skrbiš. Verjamem, ko rečeš, da ti ljubiš neskončno vse ljudi. Tako bi govorila ves dan, kako je mogočna tvoja dlan. Lučna vrhovi gora, si je v globinah moja. Ko pogledaš v srce, veš, kako mi je. Mi je ime, mi je ime. Ti si največja skrivnost, nepremagljivi si most. Ko meni povita, me ponesel boš, na drugo stran, na drugo stran. Na drugo stran, na drugo stran. Kad si mi pomagal, da vem, kje je v glavi dom, kdo sem. Vsa ljubezen, kar jo imam, dajem jo tebi dam. Neznajne so mnoge poti, se jih prehodiš, ne zaspiš. Tako bi govorila so noč, tako je velika tvoja moč. Noč na vrhovi gora, si je v globinah moja. Ko gledaš v srce, veš, kako mi je. Mi je ime, mi je ime. Ti si največja skrivnost, nepremagljivi si most. Ko meni povihaj, me ponesel boš, na drugo stran, na drugo stran. Na drugo stran, na drugo stran. Na drugo stran. Pa prisluhnimo evangeliju, ki ga je zapisal evangelist Luka, in lahko še vsak izmed nas razmišlja ob odlomku, o katerem smo razmišljali v današnji katehezi.
V 6. mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj. Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marija pa je rekla angelu: Kako se bo to zgodilo, ko ne pozna moža? Angel ji je odgovoril: Sveti Duh bo prišel nate in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti in to je 6. mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče. Marija pa je rekla: Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi. In angel je šel od nje. Marijo so angelove besede presenetile in vznemirile. Spoznala je, da ima Bog z njo velike načrte. Tudi zate jih ima. Zato si vzameš čas za molitev in branje Svetega pisma. Se kdaj ustaviš ob meditaciji Božje besede? Kaj te vznemiri in preseneti? Se s prijatelji pogovarjaš o Bogu, o veri? S kom deliš vero? V tem korona času si povabljen, si povabljena, da večkrat vzameš v roke Sveto pismo in si vzameš čas za molitev.
večni in vsemogočni Oče, hvala ti za ta dan, ki gre počasi h koncu. Hvala ti za vse, kar si mi dal in kar sem. Hvala ti za ta dan, za vse, kar se mi je danes dobrega zgodilo, za vse izzive, s katerimi sem se lahko soočil, za vse, kar sem danes s tvojo milostjo lahko dosegel. Hvala za vse ljudi, ki sem jih danes srečal. Izročam ti ves svoj dan, svojo utrujenost, frustracije, krivice, razočaranja in veselje. Izročam ti ves trud, da bi svojim bratom z besedo in pričevanjem ponesel živi Jezusov nauk. Oče, hvala ti za življenje, ki si mi ga dal. Hvala ti za vse, za družino, delo, za zdravje, hrano, tvoje varstvo, tudi za stvari, v katerih sem se motil, kajti edino ti poznaš razloge za vsako mojo izkušnjo. Ljubljeni Oče, naj se vedno zgodi tvoja volja. Hvala ti za vse. Amen. Res želim, da vas blagoslovi Gospod po vaših domovih. Vse vas, vse vaše domače, tiste, ki jih imate radi, ki se jih spominjate v svojih molitvah. Naj Božji blagoslov preplavi ves svet, vse domove, in naj njegov mir ostane v naših srcih. Pa se vam zahvaljujem za vaše spremljanje našega duhovnega večera. Naslednje naše srečanje, če bo vse v sreči, bo prvi torek v decembru, čez en mesec. Moja velika želja bi bila, da bi se dobili v živo. Se mi zdi, da je to veliko lepše, pa veliko bolj bogato. Če pa ne drugače, pa takole kot nocoj. Vam želim res mirno noč, vse dobro in obilo Božjega blagoslova. In tudi naše današnje srečanje zaključimo s pesmijo. Sonce te zlati, oblažena devica, ljubljeni Gospe, pozdravi srcki pik, kronajo te zvezde in mesec ti je vdan, po tebi ogrešenje pozdravlja zadnja dan. Nova Eva Marija, radosti naše mir, ker rodila si te Božje Jezusa. Vrata so se odprla s tvojo nam pomočjo, vodi nas Božji vrh, od zvezda jutranja. Sonce te zlati, oblažena
devica, ljubljeni Gospod, pozdravi srski pik, kronajo te zvezde in mesec ti je vdan, po tebi odrešenje, poznanja zarjana. Ti ostala si zvesta, ko so kraj križali, vera naša podpiraj, daj nam upanje, srcu svojega sina, ti zajema za nas, vodo in primelitve in grehe umije tam. Sonce ter za ti, oblažena devica, ljubljeni Gospod, pozdravi srski pik.